S kitkom v svet pravljic. Radio Sora poslušate v tem torkovem poznem popoldnevu ali zgodnjem večeru, kakor želite. V našo družbo zdajle še posebej lepo vabimo naše najmlajše. Čas je namreč za pravljico, povedala jo bo Bernarda Buh iz Škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja, ki je za danes izbrala pravljico Od grofa brez knofa. Najdete jo tudi v zbirki Za 9 gorami zbirateljice Anje Štefan. Uživajte! Živel je grof, ki je bil tako skop, da si je na hlače namesto knofa dal kar majhno leseno palčko. In je zmeraj iskal hlapca ta grof, ker je bil tako skop, da nihče ni mogel dolgo zdržati pri njem. Blizu gradu pa je živel siromak, ki je imel 3 sinove. Bili so zelo revni, vsega jim je zmanjkalo, kruha, denarja, moke, tako da je oče nekega dne rekel: Veste kaj, pojdite k grofu in ga prosite za delo, nekaj že prislužite, da nam bo lažje. In se je prvi sin odpravil in je šel. Pride v grad, prosi za službo. Dobro, je rekel grof, lahko te vzamem, ampak pri meni je tako, če boš jezen, ti ne plačam nič. Če pa bom jezen jaz, potem te pa že plačam in bo dobro zate. In je pokazal polno mošnjo denarja. Potem je fanta poslal v gozd. S sabo mu je dal sekiro in torbo. Notri, je rekel, je vsega dovolj. Kruha, sira, vsega zadosti. In fant je šel in ves dan pripravljal drva. Ko pa je sedel, da se malo okrepča, je zagledal, da je torba zaklenjena. Ničesar ni mogel dobiti iz nje, lačen je bil žejen, torba pa zaklenjena. Kako? Ga je zvečer vprašal grof. Si kaj jezen? No, jezen, lačen, vse, je rekel fant. In ga je grof nagnal, plačal pa nič. Potem je šel služit srednji sin. Pride grofu, vse sta se zmenila. Kaj, če bo jezen in če ne bo? In je šel srednji krave past. Tudi on je dobil tisto torbo, ki je ni mogel odpreti. Sonce je pripekalo, žejen, lačen, torba pa zaklenjena. Si kaj jezen? Ga je zvečer vprašal grof. Če sem jezen, seveda sem, ko pes sem jezen, vi se delate norca iz mene. In ga je grof nagnal in spet nič plačal. Tretji sin, ta pa je bil navihan. Šel je v grad in je rekel: bi pa še jaz malo služil. In grof ga je poslal prašiče past. Fant gre, odžene prašiče, pa najde senco in lepo sede ter počiva. Gleda torbo, vidi, da je zaklenjena, pa jo kar razbije. Vsega si vzame, se dobro naje. Potem pa sliši, da gredo mimo neki trgovci. Prašičke kupujejo. Dobro, si misli, bi pa še jaz prašičke prodal. In ustavi trgovce in prodal vse prašičke, kar jih je imel. Samo nekaj bi vas prosil, pravi nazadnje. Če bi kakšnemu lahko odrezal repek, kakšnemu pa ušesce. Potem je tiste repke in ušesa posadil v blato in šel nazaj na grad. Veste, je rekel grofu, je bil tak veter, da je vse prašiče neslo v blato in je bilo tako blato, da so vsi prašiči utonili. Le pojdite, greva pogledat, še zmeraj se vidi kakšen repek in ušesce. Grof gre gledat, najde repek, potegne, pa še samo blato pade. Kolne zmerja, fant pa: Ste kaj, hudi? Hud, če te ne bom zdrobil. Dobro, reče fant, saj veste, kaj sva se zmenila. In je počakal, da je grof še plačal in je šel vesel domov. Toliko je prinesel, da je bilo za vse zadosti, jim ni več manjkalo denarja in ni šel grofu služit nobeden več.